Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Prijateljske vezi med osnovno šolo Simona Jenka iz Kranja in tržaško osnovno šolo so se stkale lanskega septembra, ko so kranjski osnovnošolci obiskali učence iz Proseka in občin. Predvsem gre tle za poznavanje jezika oziroma utrjevanje jezika in poznavanje Slovenije. To so osnovne šole, zamejske osnovne šole. Potem smo se pa septembra dogovorili, da so bili naši otroci v Trstu, so jih gostili kolegi iz občine pravzaprav, osnovna šola iz občine, šli so malo po Trstu, slišali Miramar, cel dan so se družili. No in zdaj vračamo obiska. Kranjski osnovnošolci so goste popeljali na ogled kranjskih rovov, starega mestnega jedra Kranj in Prešernovega gaja. V Kranju si gremo te prve rove pogledati, ker mislim, da bo to mlade bolj zanimalo. Potem končamo nekaj na Pungardu in potem imajo fotoorientacijo po znamenitostih Kranja, ki sta jo pripravili dve naši učenki, končajo v Prešernovem gaju. Rdeča nit, dajmo spoznati Kranj na en tak drugačen način, za eno fotoorientacijo slikcem, da ne bo tistega klasičnega teženja, tukaj je bilo pa to je bilo tukaj, to je bilo tukaj. Enourna fotoorientacija je potekala od Pungarta do Prešernovega gaja. Učenci so se razdelili v 3 skupine in odgovarjali na zanimiva vprašanja. Na čem bo temeljila fotoorientacija, kaj ste pripravili? Ja, to je orientacija po Kranju, in bojo prišli ti učenci iz Trsta, ker smo bili mi lansko leto maja pri njih in zdaj jih bomo mi malo popeljali po Kranju pa jim pokazali te znamenitosti Kranja. Katere znamenitosti vse pa boste pokazali? Jenkova hiša, Prešernova hiša, pa recimo kakšne take malenkosti, kot recimo, kjer je živel na kakšnem vodnaku, tudi kakšna recimo, ki se nahaja kakšna grobnica, pa take zanimivosti, da bi spoznali še bolj natančno Kranj, kot so nam oni predstavili Trst. Česa se najbolj veseli? Ja, da bomo spoznali nove prijatelje, tako. Da jo bolj spoznali Kranj, da jo prikazali na zabaven način, da smo tudi kaj zabavali, pa tako. Po fotoorientaciji je sledilo kosilo, nato so se odpravili še na ogled vrbe in radovljice. Česa se najbolj veselite, kakšna so pričakovanja, kaj to pomeni za vas? Najbolj se veselimo druženja za našo šolo, en projekt več, ki nas bogati. To je pa bistvo.